Starši so šli že spat, mi pa gremo pod kovter brat. Prebrane celice. Tole je zgodba o gospodični z Monstero in Vanji. Dva junaka iz čisto različnih okolij življenje pripelje skupaj. To jima da priložnost za spoznavanje novih svetov in ljudi. O knjigi nam pripoveduje simpatična Luiza. Živjo, ste pripravljeni na eno totalno noro zgodbo? To ni zgodba o princu in princesi, ampak je zgodba o gospodični z Monstero ter sinu pouličnega glasbenika. Cecilija je bivša socialna delavka, ki pa obožuje red in mir. Vanja je vedoželen in samostojen otrok. Hiša, ja, tudi hiša ima pomembno vlogo, saj se skozi zgodbo zelo spremeni. Ne smemo pa pozabiti na posebneže, ljudi z Cecilijinega seznama iz bivše službe, ki pa ji pomagajo odkriti popolnoma nov pogled na svet. Cecilija je imela zelo dolgočasno življenje. Zjutraj kava, gre v službo, papirji, pride domov in bere. In to se ponavlja iz dneva v dan, iz tedna v teden. Ampak, potem bam, Vanja, mladi poulični glasbenik, sin umetniških staršev. Vanja se celo preseli k Ceciliji, ker gre njegov oče v tujino. In ko se srečata, to obema obrne življenje na glavo. Maša Ogrizek nam v tej zgodbi sporoči, da si vsak zasluži bližino, ne glede na to, od kod prihaja, in da lahko celo Monstera zacveti, če jo le zalivamo. Živijo. Ja, res je, meni se spremembe zdijo zelo dragocene, tako ali tako se jim pa ne moremo izogniti v življenju. Spreminjajo se zunanje okoliščine, na katere nimamo vpliva, ampak vedno pa se lahko sami odločimo, kako se bomo odzvali na spremembe. Ali bomo pogumni ali prestrašeni, ali bomo nervozni ali mirni. Spreminjamo se pa tudi sami nenehno in to se mi zdi samo dobro. Koliko razmisleka in ozadja nam ponuja tale knjiga. Preberite jo, delite jo z drugimi. In ne pozabite, življenje nas včasih najbolj spremeni takrat, ko tega sploh ne pričakujemo. Pametne misli, hvala Luiza, preverimo pa, ali bo vprašanje tudi kaj monstrotično. Kaj najbolj simbolizira Monstera v zgodbi? A. Neprilagodljivost in stagnacijo, B. Možnost za rast ob primerni negi, C. Lepoto in razkošje v hiši ali D. Cecilijino dolgočasno rutino. Hitro smo dobili odgovor, sicer obe ekipi menita, da Monstera pomeni možnost za rast ob primerni negi. Ja, Monstera v zgodbi ni le rastlina, ampak simbol osebne rasti in sprememb. Če jo redno zalivamo in negujemo, lahko zacveti, podobno kot človek uspeva in se razvija ob skrbi za svoj notranji svet. Pravilen je res odgovor B.